Danes imamo gostjo, Laro Ulčakar. Lara, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lahko dam kar mikrofon. Hvala. Lara je doktorica fizike in je bila kandidatka za astronavtko pri Evropski vesoljni ali vesoljski agenciji? Vesoljski agenciji. Vesoljski agenciji. Lara si je film že pogledala vnaprej, pa bi te vprašala, kako ti, a imaš rada znanstveno-fantastične filme? Jaz obožujem znanstveno-fantastične filme in knjige. Včasih se moram kar malo prisiliti, da še kaj drugega preberem pa pogledam. Kaj pa ta dejstva, ki jih gledamo v Kapitanki Novi, recimo, je en kup stvari, ki v resničnosti niso izvedljive. A te to kot fizičarko moti, ko gledaš filme? V znanstveno-fantastičnih filmih se vedno zgodi, da pač kaj ni ravno v skladu s fiziko. In v bistvu me te stvari ni nujno, da me motijo. Recimo pri Kapitanki Novi me je malo motilo to, da so poskušali kakšne koncepte malo preveč razložiti. Recimo to, da je potovala v času, pa da se je pomladila, so poskušali malo preveč razložiti, se mi zdi. Ampak ker to fizikalno ni mogoče, ni smiselno tega razlagati. Recimo v kakšnih drugih filmih, kjer imaš pa časovni stroj, ki je pač neka škatla, v katero stopiš in greš nazaj v času, to me pa recimo ne moti, ker je pač kakor neka magija, ne, in to pač prevzameš in ja. Kako pa je v resničnosti s potovanjem v času, v vesolju? Torej, v preteklost se na žalost ne da potovati, to dejansko fizikalni zakoni preprečujejo. Se da pa potovati v prihodnost, ampak tudi potem, ko pripotuješ v prihodnost, se ne moreš nikoli več vrniti v svoj originalni čas. Kako pa lahko potuješ v prihodnost? V prihodnost pa lahko potujemo tako, da se gibljemo zelo, zelo hitro. In sicer najhitrejša hitrost, ki obstaja v vesolju, je svetlobna hitrost in s to hitrostjo lahko potuje samo svetloba, pa drugi delci brez mase. Tako da mi se svetlobno hitrostjo ne moremo gibati. Lahko se pa gibljemo blizu svetlobne hitrosti in čim hitreje bomo se pač premikali, dlje bomo potovali v času. In v bistvu to potovanje v času deluje tako, da če se premikamo hitro, bo v bistvu za nas čas v bistvu počasneje potekal. In v bistvu mi se bomo recimo, če bi se gibali blizu svetlobne hitrosti, recimo da 5 minut, mi bi mislili, da je poteklo samo 5 minut, ampak potem, ko bi se ustavili, bi pa videli, da se je pač po celem svetu, da je v bistvu preteklo, ne vem, 10 let. In recimo en tak čist točen podatek, ki ga imam, recimo to potovanje v času, se recimo da izmeriti tudi že v bistvu na naših satelitih, ki letijo okrog Zemlje. Torej naši sateliti, ki letijo okrog Zemlje, potujejo z visoko hitrostjo in ure na satelitih dejansko zaznajo ta premik časa glede na naše ure na Zemlji. In recimo v celem letu se bo na satelitu pomerila 1/10 sekunde manj, kakor jo bomo mi pomerili na Zemlji. Tako da v bistvu to se že pozna pri nekih hitrostih, ki jih mi že dosegamo. Kako je pa z astronavti, ki grejo v vesolje? V znanstveno-fantastičnih filmih pridejo nazaj mladi in Zemlja je strašno stara. Internet je poln nasprotujočih informacij, internet ne pove veliko. Kako je s tem? Ali se astronavt v vesolju postara, zato ker je naporno biti v vesolju, ali se pomladi? Morda se pomladi v srcu, ampak telesno se pa kar precej postara astronavt. Vesolje je v bistvu zelo pač nenaravno okolje za človeško telo in v bistvu breztežnost, to v bistvu zelo slabo vpliva na telo. Recimo kosti postanejo veliko bolj krhke, dejansko zgubijo pač na masi,
potem srce postane zelo pač šibko. Srce se lahko zmanjša za 1/3. Wow. Ja, dejansko na vid vpliva, lahko začnemo slabše videti in dejansko se tudi malo spremeniš v obraz in v celo telo, ker ni težnosti, se v bistvu tekočine v telesu malo kar sama po sebi se v bistvu razporedijo in zaradi tega imajo astronavti kdaj kar tako malo okrogle obraze. Okay. Ja. Preden... Temu se prav reče moonface. Moonface. Ja. No, preden greva še na par astronavtskih vprašanj in verjamem, da jih imate tudi vi otroci zelo veliko, imam samo še eno vprašanje s filmom povezano, ki me zelo zanima. Kaj je črvina? A črvina obstaja? Ja, črvina. Torej črvina deluje torej črvina nismo še nobene našli. Okay. Lahko pa obstaja. Fizika je ne pripoveduje. V bistvu se je najdel črvino iz fizikalnih enačb. Torej, kaj je črvina? Črvina je v bistvu kakor nek tunel v prostoru. Črvina je bila tudi v filmu prikazana. Črvina deluje tako, da imaš ti luknjo nekje v prostoru in potem ti potuješ čez ta tunel in prepotuješ veliko manjšo razdaljo, kakor pa če ne bi šel čez črvino. Recimo črvino si lahko predstavljamo tako eno tako čisto majhno, da imaš recimo vhod v črvino doma, izhod iz črvine imaš pa recimo na Havajih. In če bi hotel na Havaji priti, bi se moral sesti na letalo, pa leteti, 15 ur. No, če imaš pa vhod pri sebi doma, pa samo stopiš čez, pa narediš par korakov, pa si že na Havajih. Črvina je kot nek tunel v prostoru. Za katerega obstaja možnost, da obstaja. Ja. Fizikalno bi lahko obstajala. Ne znamo pa še fiziki najti v bistvu nekega mehanizma, kako bi dejansko črvina nastala pod naravnimi pogoji. Okay. In nobene še nismo videli, ampak jaz upam, da najdemo daj kakšno. Ja, jaz tudi. Ja. Zdaj bo pa najbrž vse zelo zanimalo, kaj to pomeni, Lara, da si bila kandidatka za astronautko? Torej, Evropska vesoljska agencija je 1 leto nazaj odprla nova delovna mesta za astronaute. Teh delovnih mest je bilo 4 do 6, da si tam v vesoljski agenciji in si zaposlen, potem so pa še vzeli 15 rezervnih astronautov. In v bistvu to je bila, izgledala je kakor normalna prijava za službo, samo da je bil pa potem potek, kako pač pridobiti to službo res dolg. Torej na teh par delovnih mest se je prijavilo 23,000 Evropejcev. Ja. In od tega so 1500 povabili na prvo fazo testiranj. Povabili pa so te na podlagi tvojega življenjepisa, kje si študiral, kakšne delovne izkušnje imaš, kaj znaš še poleg tega, kar delaš. Jaz recimo sem fizik, hkrati pa se tudi ukvarjam veliko s programiranjem, pa z alpinizmom se ukvarjam, tako da to vse pripomore. No in na podlagi teh nekih podatkov so te povabili naprej na prvo stopnjo testiranj. No in ta testiranja so bila v Nemčiji, v Hamburgu in tam so nam merili naše, kako rečem, možganske sposobnosti in naša znanja. Smo imeli teste iz fizike, iz matematike, iz angleščine, potem pa še polno takih testov, kjer so preverjali, koliko imamo dober spomin, hitrost zaznavanja. Tako, no. No in iz tiste stopnje, to stopnjo sem tudi jaz uspešno naredila, so nas pa povabili še 400 oziroma malo manj na drugo stopnjo testiranj. Ta je bila pa v Kölnu in ta testiranja so bila pa psihološka testiranja. Wow, a so te napsihirali? Ja, so me malo, ja. Ne, tisto smo bili pa na testiranjih 11 ur in so nas psihologi skozi opazovali, kako se obnašamo. Dali so nam psihološke teste v skupini z drugimi kandidati in so nas opazovali, kako pač sodelujemo. Dali so nam neke teste,
potem smo imeli intervjuje z psihologi in z pravim astronavtom. Tako, tisto je bilo pa kar tako zaslišanje. No, in potem meni je uspelo več naprej priti. Psihološkim testiranjem je sledil še zdravniški preizkus. Tja so jih povabili 100 in po zdravniškem preizkusu jih je ostalo še 40 in teh 40 so imeli pa v bistvu na razgovoru za službo z direktorjem od vesoljske agencije in na koncu so se pač odločili, koga bodo zaposlili in koga ne. Kar intenzivna izkušnja. Ja. Jaz bi zdaj mogoče dala besedo še našim obiskovalcem. Imamo na balkonu in v parterju imamo mikrofon, pa tiste, ki želite kaj vprašati, prosim, sam, če lahko dvignete roko, da dobite mikrofon v roke, da vas slišimo. Aha, izvoli, Kolja. Pač mene zanima, če se pač tekočine v vesolju mučkajo, ker ni težnosti, a to pomeni, da se ti želodčna kislina lebdi, pač če ti lebdi v trebuhu ali nekaj takega. Ja, želodčna kislina ti bo lebdela pač v želodcu, ampak ne bo pa šla ven iz želodca, ker imamo pač Vrata. Imamo pač vrata do želodca in če ti ta pravilno delajo, bo ostala v želodcu. Avč. Ja. Tako da, če te peče zgaga, ne moreš biti astronaut. Ja, ali pa ne poveš tega. Še kakšno vprašanje? Izvoli. A je kdo že potoval v času? Ne na tak način, kakor si mi predstavljamo. Pač nihče še ni potoval v času recimo 10 let ali pa 50 let. To nihče še ni naredil. Ampak lahko bi rekli, da pač vsi potujemo v času. Ne? Vsi smo pač, tudi če smo pač tukaj pri miru, čas teče naprej. In nekateri, recimo astronauti, ki so na vesoljski postaji, oni se gibljajo z visoko hitrostjo, tako kot sateliti. In tisti potujejo v času malo hitreje kot mi. Kot sem rekla, pač v enem letu prepotujejo v času za 10 sekunde. Tako da nismo še tam. Desetinka sekunde je toliko, kakor desetinka sekunde je zelo kratka. To je kakor, da bi hotel 10-krat v eni sekundi ploskniti. Ja. Pač njim mine eno leto in v bistvu na Zemlji mine desetinka sekunde ali obratno. Ne, za njih mine eno leto, na Zemlji mine pa eno leto, na Zemlji mine eno leto in 1/10 sekunde, za njih pa eno leto. Ja. Še kakšno vprašanje? Aha, tamle dol. Malo bomo počakali, da pripotuje mikrofon do tja. Zakaj ste se odločili za ta poklic in kje ste se šolali? Za poklic fizika? Ja. Za poklic fizika sem se odločila zato, ker me je to v bistvu tako celo življenje me je spremljal ta interes za to. Pač jaz, ko sem že otrok, mi je moj oči, namesto da mi bi govoril zgodbice za lahko noč, mi je govoril o vesolju in o fiziki. Tako da to je verjetno najbolj vplivalo. In potem sem čisto zaradi tega interesa do fizike, sem se tudi veliko učila fiziko v šoli in ker sem bila dobra v tem, sem potem tudi hotela to študirati. Ja, in na meni je na splošno fizika všeč, zaradi tega, ker res v bistvu ker res razumeš neke osnovne principe, kako naš svet deluje. In tudi, če kakšnih stvari ne veš, te v bistvu naš faks nauči razmišljanja, kako boš ti ta problem sam pri sebi rešil. In študirala sem, torej na gimnazijo sem šla na gimnazijo Bežigrad, na faks sem pa hodila v Ljubljano, na fakulteto za matematiko in fiziko.
in tam sem tudi doktorat naredila. In tam imaš zdaj Ja. nove projekte? Ja, zdaj menjam službo in bom zdaj na novo zaposlena na fakulteti za matematiko in fiziko v skupini za kvantna omrežja. In naša skupina bo v bistvu zgradila prvo kvantno omrežje v Sloveniji. Tamle imamo še eno vprašanje. Koliko časa ste pa to vse študirali? Študirala sem toliko časa, kolikor v bistvu se vsak faks študira. Torej, po gimnaziji, ko sem stara 18 let, sem šla na faks, pa sem na faksu študirala 5 let. Po 5 letih sem šla na doktorat. Doktorat je v bistvu kot služba. Si plačan, samo da se zraven lahko še učiš pa raziskuješ. Tako da meni je bilo zelo všečno. Tako da 5 let sem se res študirala, potem so bila pa še 4 leta dela za študijem vred. Ok, naslednje vprašanje. Boste še nadaljevali ponovno poskusili z poleti v vesolje? Ja, definitivno bom. Definitivno bom, upam pa, da bo nov razpis kmalu. Ta razpis, ki se je odprl za trenutne nove astronaute, je bil prvi po 13 letih. Tako da upam, da bo nov razpis za nove astronaute kaj prej prišel. Baje, da bo prišel čez 5 let. To so neke govorice. Tako da... In astronauti, ki so dejansko astronauti in v vesolju, so tudi oni morali večkrat poskusiti, ne? Nekateri po 15krat ali kako že. Ja. Torej pri Evropski vesoljski agenciji se to ni zgodilo, se je pa zgodilo pri NASA v Ameriki. NASA ima veliko več razpisov za nove astronaute, veliko več astronautov ima, ker pač veliko več denarja vlagajo v svoj vesoljski program. In ja, tam se je zgodilo, da je en astronaut poskusil, ne vem, če 15krat, ampak meni se da tako vsaj 5krat in v 5. poskusu so ga sprejeli, tako da še so možnosti. Ja, v bistvu je bilo tako, da zdaj dejansko poletijo. V starih časih, mislim tako pred 20 leti, ko še ni bilo te internacionalne vesoljske postaje v vesolju, takrat veliko astronautov sploh ni poletelo. Zdaj imamo pa mednarodno vesoljsko postajo v vesolju in na njej je ves čas med 4 in 8 astronautov. In v bistvu zdaj vsi astronauti, ki so astronauti, letijo v vesolje in so gor. Evo, imamo še eno vprašanje z balkona. Ali knjiga že obstaja? A katera knjiga? Kapitanka Nova. Bom preverila. Mislim, da ne. V slovenščini sigurno ne. Bom preverila. Glede na to, da je režiser napisal scenarij, sklepam, da je on napisal originalno zgodbo, da ni narejena po knjižni predlogi. Kaj je to kvantno omrežje? Kvantno omrežje je tako kot navadno omrežje. Recimo ta omrežja, ki jih imamo mi, so pač taka, da imamo optične kable, pač kable, po katerih potuje signal. Ta signal je pa elektromagnetno valovanje oziroma svetloba. Kvantno omrežje je pa v bistvu čisto podobno, lahko zelo podobne kable uporabiš, samo da se ne pošilja zelo močnih signalov, kakor se jih sedaj, tako zelo močnega elektromagnetnega valovanja, ampak se pošilja zelo šibke signale. V bistvu se pošilja delce svetlobe. Tem delcem svetlobe se reče foton in fotoni se obnašajo kvantno. Tako da je v bistvu vsa informacija, ki pač pride recimo od mene do tebe, bo zapisana v parih fotonih. In ta informacija je zato v bistvu skrita in je nihče ne more prisluškovati, zato ker je kvantna. In v bistvu s tem bomo mi okrepili varnost naše v bistvu države in cele Evropske unije. Evropska unija zdaj zelo veliko vlaga v to.
Kitajci to že imajo, pa jih bomo probali dohiteti, a ne? Ja. Okay. Jaz imam še eno vprašanje in sicer od vsega, kar astronavti v vesolju počnejo, malo so hišniki, malo so čistilci, malo popravljajo, malo raziskujejo vesolje, ali se ukvarjajo z okoljskimi temami? Ali so povezani z naravovarstvom in imajo posebne raziskave na tem področju? Glede naravovarstva, jaz bi rekla, da niti ni toliko poudarka na v bistvu delu astronavtov na tem, zaradi tega, ker v bistvu večina raziskav za naravovarstvo se v bistvu poteka na satelitih, na katerih ni ljudi. A ne? Mi imamo v bistvu satelite mi imamo satelite, ki v bistvu pač opazujejo Zemljo, opazujejo pojave na njej, merijo temperaturo, jo pač poslikajo. Tako da v bistvu večina naravovarstvenih projektov v bistvu poteka na satelitih brez ljudi. In potem ljudje na Zemlji obdelujejo te naravovarstvene podatke, tako da v bistvu za Zemljo lahko, po mojem, da največ narediš v bistvu na Zemlji, ne pa v vesolju. Ja. Enega imamo tudi Slovenci. En satelit. Postajo ima na Barjanki, na avtobusni postaji, končni P+R. Taka kupola je. In tisti satelit ima pa je zelo dobro resolucijo. A res? A so bom šla pogledat s kolesom. V časopisih. Z nami je tudi Jakob Majdič iz Gibanja za mladih za okoljsko pravičnost in ti predajam besedo. Jakob, lep pozdrav. Povabili smo te zato, ker film poleg tega, da kar kliče po astronavtski debati, kliče tudi po debati o tem, kako je z okoljem danes. Pa bi te prosila, če lahko predstaviš vaše gibanje in kakšno je vaše stališče v tem trenutku, kar se te teme tiče? Ja, kot je povedala Lara, potovanje skozi čas še ni mogoče, oziroma sploh naj ne bi bilo mogoče, in zaradi tega ne smemo upati, da bo nekdo prišel in rešil trenutne podnebne probleme. Zaradi tega je potrebno, da se angažiramo v gibanjih. Tako je tudi naše gibanje Mladi za podnebno pravičnost. Mogoče poznate, ko se večkrat je bilo zdaj že organiziran podnebni protest, ko smo mladi šli na ulice iz šol, zaradi tega, da pokažemo, da nam je mar za naš planet, ker gre za našo prihodnost. Podnebne tematike so zdaj zelo aktualne, ker vsako leto je topleje in ljudje vse bolj umirajo tudi zaradi podnebnih sprememb. Razne naravne nesreče, oceani se dvigajo, živali in rastline izumirajo zaradi podnebnih sprememb. Jakob, ti si se gibanju pridružil že v osnovni šoli, ne? Ja, jaz sem se gibanju pridružil v osnovni šoli, ker je bil lih organiziran ta protest in že takrat sem poznal dosti te tematike in se mi je zdelo, da se moram angažirati nekaj, ker sem vedel, da ni tako v redu, kot se dogaja trenutno. Ima mogoče kdo od vas tudi kakšno vprašanje na to temo? Mogoče za Jakoba? Mene zanima, a se lahko osnovnošolci priključijo temu gibanju? Imate kakšno spletno stran, kakšen mail, kjer vas lahko kdo, ki bi ga to zanimalo, kontaktira? Ja, na spletni strani MZPP-ja je mail, tako da če ima kdo kakšno vprašanje, lahko tudi tja napiše. Drugače pa angažira se lahko kdorkoli. Trenutno zgleda, da bomo sodelovali z temi Fridays for Future, tako da bo tudi 3. marca spet podnebni protest. Tako da tudi tja vabljeni, če se bo kdo udeležil. 3. marec. 3. marec, ja. Hvala, Jakob. Hvala, da si se udeležil današnje premiere. Lahko daš kar meni mikrofon. Zdaj, jaz sem pogledala na uro. Lara, lahko priješ mogoče nazaj na oder.
Kakšno vprašanje še lahko sprejmemo? Enega ali pa dva, pa bomo mogli pa zaključiti. Najprej bom na balkonu vprašala, je kakšno vprašanje na balkonu? No, pa vzamemo dva tukaj v parterju, pa moramo pa žal zaključiti. Izvoli. Mene zanima, če ste se za to, da bi se imeli službo v vesoljski agenciji, odločili zato, ker je vam ta vaš oče govoril o vesolju. Nisem se zato, mislim, tukaj imam tako izobrazbo tudi zaradi mojega očeta, ampak odločila sem se tudi zato, ker pač me je navduševal nad vesoljem, ko sem bila otrok, ampak v bistvu zdaj sem se pa odločila tako, kot neka odrasla želja mene, ni samo to, da gremo v vesolje in da bo lepo, ampak jaz dejansko verjamem, da je v bistvu namen človeštva je pač, da raziskujemo vesolje. To je pač neznano, mi ga moramo raziskovati čisto zaradi našega preživetja, a ne, če se Zemljo kaj zgodi, je dobro, da imamo druge opcije. In pač drug razlog pač je, da jaz verjamem, da pač mi ljudje moramo širiti svoje znanje in svoj s tem, da najdemo nekaj novega. In to je pač velik del tega je v bistvu raziskovanje vesolja in zato sem se v bistvu jaz prijavila, ker hočem biti del tega. A bi šla na Mars? Ja, bi šla, ja. Je pa misija na Mars bi trajala 2 leti pa pol, tako da v bistvu si dolgo časa pod težkimi pogoji za svoje telo in daleč stran od družine, tako da ni samo zabava. Evo, še zadnje vprašanje, izvoli. A so astronavti že kdaj bili na Veneri? Ne, na Veneri niso bili. Astronavti so bili do zdaj samo na Luni. Na Venero bi bilo pa v bistvu zelo težko iti. Na Veneri je zelo vroče in zelo visok pritisk je. Tako da v bistvu tudi čisto vse, recimo sonde, neke tako kamere, ki jih mi pošljemo iz vesolja na Venero, jim uspe poslikati par slik, potem pa se v 1 uri se v bistvu kar kamera stopi in neha delati, ker je pač tako vroče. Tako da nisem prepričana, da bo sploh kdaj kakšen človek hodil po Veneri. Lara, najlepša hvala, da si nas danes obiskala in hvala tudi krasni publiki. In se vidimo ob naslednjem astronavtsko-kapitanskem filmu. Ja, hvala vsem.